Konec lanskega leta je vlada pripravila strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Strategija Maribor in Pohorje uvršča v območje Alpske Slovenije. Vse lepo in prav, če Maribor zaradi milejših zim ne bi beležil upada turistov in odpovedi najpomembnejšega zimskega dogodka, tekmovanja za Zlato lisico. Kljub temu, da je toplo vreme, je smuka na mariborskem in areškem Pohorju po oceni obiskovalcev odlična. Torej, vse naprave delajo na areškem Pohorju in pa na mariborskem delu, torej Videc, Stolp, Belvi, Sleme in pa Poštela, preko 25 km urejenih prog, ne glede na toplo vreme. V podjetju Marprom se sicer zavedajo, da bo nekatere žičniške naprave potrebno obnoviti oziroma zamenjati z novimi, vendar za upad turistov s prstom kažejo na tiste, ki upravljajo s hoteli v Mariboru. Torej, če je v čem problem, je problem v tem, da to sezono opažamo, da je bistveno manj turistov na mariborskem Pohorju. To je težava, to pomeni za nas manj prodanih smučarskih kart, torej dnevnih, večdnevnih. In tu si želimo torej v prihodnjih letih, da vsi skupaj naredimo več za promocijo same destinacije. Morda bi veljalo zaradi milejših zim razmisliti tudi o tem, da se razširi ponudba smučišč v višjih legah mariborskega Pohorja. Rešitev ni v širitvi smučišč na Arehu, je dovolj smučišč, tudi dovolj široka. Naj spomnim, da je Pisker 2 oziroma smučišča, ki so ob Piskeru 2, da so ena najlepših v tem delu Evrope. Dovolj je problem, kar se vremena tiče, pa teh milih zim, vezan na to, ali je pravočasno možno pripraviti progo za samo Zlato lisico. V nasprotju z upravljalcem prog in žičniških naprav na Pohorju pa hotelirji največji problem vidijo prav v niže ležečih progah, ki so trenutno brez snega. Z našega stališča, da ukolikor je sneg na Arehu, to v očeh gostov, ki bi prišli k nam, pa verjetno v Maribor, ne pomeni kaj dosti v kontekstu, da ukolikor ne vidijo snega skoraj do snežnega stadiona ali pa do doline, oziroma ukolikor izvejo za odpoved Zlate lisice, je to taka negativna publiciteta, da tudi ogromno snega na Arehu ne pomaga. Hotelirji pod Pohorjem so tako bili primorani spremeniti poslovno strategijo. Pa spremenili strategijo, seveda, v tem smislu, da se usmerjamo, izpostavljamo že prej, ne zgolj, ko vemo, da je recimo tak dogodek, kot je Zlata lisica, odpovedana. Usmerjamo se bolj v poslovni turizem in pa v wellneški turizem. Žal iz Zavoda za turizem Maribor Pohorje danes na to tematiko nismo uspeli dobiti kompetentnega sogovornika. Kljub vsemu pa vse kaže na to, da se bo moral Zavod strategijo zimskega turizma intenzivno ukvarjati, saj vemo, da se ozračje segreva zaradi toplogrednih učinkov, tako da pričakujemo tudi v naslednjih letih, da bodo zime relativno mile. Seveda pa na drugi strani lahko pričakujemo tudi kakšno hladnejšo zimo, tako kot recimo je bil lanski januar relativno hladen. Tako da ja, nasplošno se bo pa ozračje še ogrevalo, tako da bodo zime še toplejše. Vsekakor pa so se vsi deležniki zimskega turizma v Mariboru strinjali, da je ključ do uspeha kljub neugodnim vremenskim razmeram in morebitni spremembi strategije zgolj v povezovanju.